Lepo pozdravljeni. Zgodovinarji bomo poskušali v današnjem pogovoru, v katerem sodelujejo Dušan Mlacović, Jože Pirjevec, Kornelija Ajlec, Andrej Stopar in Andrej Benedejčič, odgovoriti na nekaj vprašanj povezanih z aktualnim stanjem v Ukrajini, pri čemer bomo seveda vztrajali na zgodovinskih dejstvih. Za začetek pa morda pravzaprav malce nenavadno vprašanje, s katerim pač ne bomo posegli v zgodovino Ukrajine ali zgodovino Rusije, pač pa bomo opozorili na nekatere probleme oziroma na enega bistvenih problemov, ki ga opažamo zgodovinarji, kadarkoli je govora o nekih zgodovinskih dogodkih in se pri tem delajo neke čudni zaključki, ki jih običajno pa seveda res ne počnemo zgodovinarji, pač pa politiki in ostali, ki so vpleteni v te zgodbe. Namreč, Dušan, kako je lahko pravzaprav srednji vek povezan z sodobnimi dogodki? Odkot to izhaja? Zdi se, da seveda gre za nek precej oddaljen čas, s katerim neke sodobne stvari ali pa sodobno razumevanje stvari ne bi smelo imeti nobene povezave. Drži in na prvi pogled deluje zelo nenavadno. In tu morajo opozoriti, da se je v tistem svojem približno 55-minutnem nagovoru Vladimirja Putina, s katerim je skušal argumentirati, zakaj so se na tak način lotili Ukrajine, torej je omenjena tudi Kijevska Rusija. In bolj kot samim srednjim vekom ima to opraviti s tem, kako se zgodovina postroji od 19. stoletja dalje. Namreč 19. stoletje je čas porasta nacionalnih zgodovin, s tem, ko se formirajo nacije in ko dobijo potrebo po svoji zgodovini. In ko je treba formirati nacijo in njeno zgodovino, je ravno srednji vek tisti zlat čas, v katerega se vsi usmerjajo. In seveda v srednjem veku se išče tudi teritorij te nacionalne države. In to je zlat čas preučevanja srednjeveških političnih entitet, ki jih te nacionalne države, nacionalne zgodovine in nacionalisti doživljajo nič drugega kot zgolj predhodnico lastne nacionalne države in zelo pogosto lastno nacionalno državo zgolj kot ponovno kreacijo tovrstne države v srednjem veku. In od tod izhaja pol retrogradno, dobesedno teleološko izgradnja zgodovine srednjega veka, kako stvar vidimo. Torej vidimo jo striktno kot predhodnico naše nacionalne države, celo kot ekskluzivno predhodnico naše nacionalne države, naše nacionalne zgodovine, ki je nismo pripravljeni kot take deliti. In če tovrstna zgodovina stopi v proces šolanja, in to je, rekel, od 19. stoletja dalje pravzaprav edini način, kako zgodovina stopa v šole, pridemo do situacije, da nekdo dojema, da pravzaprav zgodovino pozna, če pozna ta njen segment. Torej, če pozna zgodovino lastne nacije kot nacionalno zgodovino, vsi drugi segmenti, vso drugo zgodovinarjenje odpade kot relevantno. In to je pol ta tipičen pogled, kako stvari poustrevati v naših časih z legitimizacijo stvari v teh davnih preteklih časih. Ampak sodobna zgodovina in sodobno početje, sploh agresivno početje, argumentacij v zgodovini nima, čeprav skuša seveda poustvariti neko argumentacijo, sledeč nekim zgodovinskim argumentom. Ti zgodovinski argumenti bolj pričajo o današnji dobi in o samem tvorcu teh argumentov, kot tistemu, kar se je dogajalo v preteklosti. Torej, predmoderne države, sploh srednjeveške države, so vse prej kot predhodnice nacionalnih držav, tudi niso etnične tvorbe. In v tem duhu, recimo, je Kijevska Rusija danes sestavljen skupen del ne zgolj ukrajinske in ruske zgodovine, pač pa tudi seveda zgodovine vseh Skandinavcev, glede na to, da so Skandinavci političen sloj prebivalstva v začetkih teh držav. No in to se rado pozablja in tudi recimo, ko gledam, na kak način Putin argumentira stvari, on enostavno izhaja iz carske Rusije kot nekega dejstva, kot nekaj, kar morajo Ukrajinci sprejeti kot svojo nadrejeno zgodovino, ker je to pač seveda ekskluzivni sestavni del ruske nacionalne zgodovine in tudi
ko skuša z njimi v obliku, recimo temu dobesedno nacionalističnega, namišljenega dialoga v obliki monologa z njimi razpravljati, polemizirati, ves čas pravi. Torej, to in to dejstvo, ampak hkrati vas pa moramo opozoriti, da morate biti dosledni in upoštevati še to in to dejstvo. To v svojem govoru nekajkrat reče. In na način, kot to podaja, roko na srce, torej Kijevsko Rusijo meni zgolj enkrat samkrat in dejansko kot del njihove skupne zgodovine, ampak v tem kontekstu, v katerem sem govoril. No in iz tega se da tudi razbrati, seveda, da carska Rusija funkcionira dobesedno zgolj in samo in ekskluzivno kot predhodnica današnje Rusije kot velike nacije in države, kot ekskluzivno, in da je to tisto izhodišče, kako se razmišlja. Zato tudi seveda Ukrajincem priznava zgolj, recimo temu, nekaj dni oziroma nekaj let, torej če karikiram, nekaj dni njihove lastne zgodovine, ki jo je mogoče vzeti v obzir kot neko realno zgodovinsko stanje. Torej, to je absolutno nesprejemljivo. V tem kontekstu bi bilo seveda treba tudi, recimo, tovrstne nacionaliste opozoriti, da obstaja nekaj, čemu se reče moskovska kneževina, torej, in da gre za tvorbo, ki je v tem kontekstu bila dolgo sestavni del kanata Zlate horde. In če bi danes Mongolija bila v enaki poziciji, kot je Rusija do svojih sosedov, bi seveda Mongoli na to dejstvo iz zgodovine nacionalistično seveda vedno in zelo spomnili, namreč ne gre ravno za epizodo, gre za nekaj 100 let. Torej, iz tega je razvidno, da je vse, kar je iz zgodovine, sploh pa iz daljne zgodovine, privlečeno kot argument, zgolj zelo, zelo slaba raba zgodovine v povsem neprimerne javne namene, da zgodovino kot znanostjo samo po sebi nima neposredne zveze, torej zvezo ima samo v tem kontekstu. In tu bi želel še opozoriti na to, da je treba biti zelo pozoren, to govorim tudi torej, mi kot zgodovinarji, do katere mere je v šolskih sistemih zgodovina kot znanost peljana kot del patriotske vzgoje, ker vidimo, da to lahko postane zelo nevarno in isto velja za ustanavljanje inštitucij, ki tako dojemanje zgodovine dojemajo in spostavljajo kot merodajno dojemanje zgodovine za ljudske množice. Naj še na koncu samo dodam to, da je zelo zanimivo, kako je brezproblematična javna raba zgodovine v družbi. Pa bom rekel, imamo pa enako osnovo, ko gre za znanje, zdaj govorim kvantitativno, glede recimo števila ur skozi naše šolanje, na primer iz kemije. Dejstvo, da smo vsi dali približno enaki izbor in odbor kemije skozi, kot smo jo dali zgodovine v srednji šoli, nas seveda še ne usposablja za to, da bomo vehementno 55 minut po televiziji oboroženi zgodovinskimi dejstvi lepo pojasnjevali, zakaj smo napadli sosednjo suvereno državo. In tam v tem govoru imamo tudi zelo lepe segmente, ker je zelo vidno, kako se nekdo, ki je nadmočen, seveda izvoli v tem kontekstu predstaviti kot žrtva in kot tisti, ki se zgolj in samo brani pripadnike svojega naroda tam, ker oni to sami niso v poziciji. Torej, to zgodbo in tak način argumentacije smo poslušali tudi pred drugo svetovno vojno. Gospod Benedejčič, vi ste pred kratkim objavili eno knjigo, kjer opisujete tudi stvari, ki so zdaj tu v mojem vprašanju. Namreč, kako se je pravzaprav zdaj razvila nacionalna zavest pri Rusih, pa pri Ukrajincih, pa seveda ne smemo pozabiti tudi na Beloruse, ne? In v tem smislu zdaj sledi nadaljevanje, pravzaprav kakšen je bil pa v bistvu potem odnos med Rusi in Ukrajinci, pa pravzaprav zdaj kar v dolgem času, ne? Seveda vemo, nacionalne zavesti se nekako razvijajo v 19. stoletju in potem pridemo pač skozi različne obdobje do današnjega časa. Torej, kako je to izgledalo zdaj v carski Rusiji, pa potem seveda v socializmu in pa kako to izgleda danes. Pa morda še eno stvar ne smemo spregledati, ne? Ta odnos med Rusi in Ukrajinci in Belorusi je pravzaprav ena dimenzija, ne? Druga dimenzija odnosa Rusov so pa seveda ostali, ki so pa ne Slovani,
Seveda, Slovani znotraj carstva so seveda bili še Poljaki, ampak večina ostalega neslovanskega prebivalstva je pa Srednja Azija pa Pribaltik. Kako so se pa te relacije tam dogajale v tem dolgem času, recimo od sredine 19. stoletja naprej? Ja, hvala za to vprašanje. In moram povedati, da si nisem predstavljal, da bo moja knjiga Rusija in slovanstvo med velikodržavnostjo in vzajemnostjo išla zdaj ravno v tem času. Tako da je v bistvu nekako eno tako zanimivo obdobje. Zdaj, vi ste vprašali na videz enostavno vprašanje o nacionalni zavesti, ki je pa dejansko precej zapleteno in pa občutljivo. Seveda to dejstvo ni lastno le Rusom, Ukrajincem, Belorusom, ampak tudi drugim, naprimer tudi nam, Slovencem. Recimo, kakšen odgovor bi prejeli, če bi se vprašali, kdaj se razvije nacionalna zavest pri Slovencih? V našem univerzitetnem okolju bi se odgovor verjetno sukal okoli fraz, kot so 19. stoletje, modern fenomen, konstruirana skupnost. Na cesti pa bi vam verjetno prej kot slej lepo in jasno odgovorili, da se slovenska nacionalna zavest začne s Karantanjo v 7. stoletju. To pomenjam zaradi tega, ker je pri vzhodnih Slovanih takšna razprava tudi v luči današnjih političnih in pa varnostnih okoliščin tam bolj otežena. Oziroma, če povem drugače, vzhodni Slovani, tudi tisti iz univerzitetnega okolja, bodo zdaj postregli z nacionalno interpretacijo lastne zgodovine. Težava je pa samo v tem, da bodo vsi posegli po isti državni tvorbi in po istem obdobju. To pa pomeni, da bodo začetek svoje nacionalne zavesti postavili v Kijevsko Rusijo in sicer v 9. stoletje. In pri tem bodo precej decidirani. Se pravi, Ukrajinci vse od tudi prelomne knjige njihovega nacionalnega zgodovinarja Mihajla Hruševskega trdijo, da mora biti zgodovina bazirana pač na ljudstvu, na ljudeh, ne na dinastijah, in da se ljudstvo okoli Kijeva kot mesta ni nikoli spreminjalo, in da so v bistvu oni potomci večinoma plemena Poljancev, ki je bilo tam od samega začetka Kijevske Rusije, in da so oni nasledniki Kijevske Rusije, zaradi česar tudi uporabljajo simbol Jaroslava oziroma Vladimirja Velikega, se pravi trizob, na svojem državnem grbu. Medtem ko naj bi bili Rusi, v bistvu potomci Vjatičev, ki so živeli ob Moskva reki in potem razvili eno svojo civilizacijo, svojo državo, ki sicer vleka tudi korenine iz Kijevske Rusije. Belorusi pa vam bodo rekli, da v bistvu oni izvirajo iz Pološke kneževine, ki je imela vedno bolj tako čudno razmerje do ostalih delov Kijevske Rusije in da so potem tudi po inkorporaciji v veliko litovsko kneževino oni v bistvu zagotavljali institucionalni spomin in da je v bistvu uradni jezik velike litovske kneževine, tako imenovana uradniška slovanščina, v bistvu predhodnica beloruščine. Se pravi, to so precej take decidirani nacionalni pristopi do zgodovine. Rusi bodo seveda vztrajali na tem, da so nasledniki Kijevske Rusije tudi po liniji Rurikidov in da v tem smislu je tudi že carska Rusija se sklicevala na enostavno pravico do zbiranja vseh ruskih dežel, ki so bile žali Bog razbite zaradi mongolo-tatarskega upada in pa potem več kot 200-letnega jarma. Zdaj, če se potem ostanemo pri zgodovinopisu, je v bistvu nekako bolj tak, bom rekel, nevtralen pogled mogoče dobiti predvsem iz strani zunanjih zgodovinarjev, tudi recimo zahodnih.
kjer se pač vedno nekako obravnava Kijevsko Rusijo kot vzhodnoslovansko državno tvorbo, ki je imela velik vpliv na vse te tri narode, torej Ruse, Beloruse in pa Ukrajince. Dejansko, če bi mi zdaj gledali na, bolj tak razvoj teh identitet v sodobnem času, je seveda pomembno 19. stoletje, začetek 19. stoletja. Zelo pomemben je vpliv tudi velike domovinske vojne, takratne z Napoleonom, ki je tudi vzbudila taka nacionalna čustva takratni carski Rusiji. In v bistvu je ena od posledic rezultatov te vojne in dejstva, da je bil ruski car med zmagovalci, tudi počasna nacionalizacija ponovna elite takratnega carstva. Kajti treba je vedeti, da je z reformami, ki jih je na silo vedel Peter I, ko je strigel brade bojarjem, zahteval, da se oblačijo po zahodnih standardih, pač v sklopu tudi varnostnih in pa vojaških reform, ki so mu v končni fazi tudi omogočile, da je porazil takratno velesilo, kraljevino Švedsko pri Poltavi leta 1709. Se pravi, v sklopu teh reform je prišlo do precej paradoksalnega rezultata, ko se je v bistvu ruska elita potujčila, večinoma pofrancozila. In to pripelje celo do tega paradoksa, da dekabristi, ki so tudi na podlagi izkušenj, ki so jih pridobili s tem, ko so videli zunanji svet kot posledico sodelovanja v vojni proti Napoleonu in potem tudi želeli uvesti v bistvu ustavno monarhijo, da se večina dekabristov ruščine naučila v izgnanstvu v Sibiriji. Med katorgo so se dejansko naučili ruščino, se pravi jezik tega ljudstva, ki ne bi ga v bistvu sami predstavljali. V tistem obdobju, se pravi v obdobju Nikolaja I, se pravi zaradi teh sprememb v Evropi, zaradi teh razvoja nacionalnih gibanj, se začnejo tudi Rusi sami spraševati, kdo so in pa kaj so. Takrat pride do znamenite tudi izmenjave pisem, do tako imenovanega filozofskega pisma, do vprašanja tega, kam sodi Rusija, do prvega, bom rekel, razkoraka med zahodnjaki in pa tako imenovanimi slovanofili, ki bi se pravilno imenovali rusofili. In takrat se začne eno tako razmišljanje o tem, kdo so Rusi, še posebej tudi v primerjavi z ostalimi Slovani. To izpostavljam tudi zaradi tega, ker vi ste omenili Poljsko, se pravi, že od tretje delitve Poljske naprej, ta razširitev ruskega cesarstva na Poljsko začne predstavljati za Rusijo kot takšno, oziroma za rusko intelektualno elito tudi problem. Problem zaradi tega, ker se imajo Poljaki za kulturno na višji ravni, imajo poljski jezik za bolj razvit. V bistvu so Poljaki tisti, ki tudi skozi Adama Čartoriskega, ki je bil nekaj časa celo zunanji minister ruskega carja, začnejo razvijati idejo, prepričevati carja o tem, da mogoče bi pa on moral razmisliti tudi o drugih Slovanih. Seveda, Čartoriski je imel tukaj še en drug načrt, in sicer, da mogoče bo potem car lahko vsaj združil vsa poljska ozemlja pod eno oblastjo, predvsem pa, da ne bi ostali Poljaki ostali pod prusko oblastjo, kajti Poljaki so se že zelo zgodaj zavedali, da jim v bistvu večjo nevarnost predstavlja germanizacija. Ampak vendarle to vprašanje, kdo med tema dvema slovanskima narodoma je v bistvu bolj kulturno napreden, je ostalo odprto kar nekaj časa. In del ruskega odgovora in del razvoja same ruske nacionalne zavesti v 19. stoletju je v bistvu
v nekem smislu odgovor na izziv, ki ga daje poljski drugi. In v tem smislu sta izredno pomembni obe ustaji poljski, in sicer tista iz leta 1830-31 in pa znamenita januarska ustaja iz leta 1863-64. To pa zaradi tega, ker je še posebej med to drugo ustajo na ruski strani prišlo do občutka, da v bistvu poljska stran tudi načrtno podpira razvoj tako imenovane maloruske identitete oziroma bi rekli ukrajinske identitete. In zato ravno nekaj mesecev po začetku te ustaje, v kateri so med drugim aktivno sodelovali tudi Belorusi in pa Ukrajinci, pride do izdaje tako imenovanega Valujevega cirkularja, v katerem je izrecno prepovedano nadaljne izdajanje knjig v maloruskem jeziku, se pravi v ukrajinščini, in tam je tudi napisano, da gre za izmišljen jezik, da gre za popačeno ruščino z, bom rekel, poljskimi dodatki. Ampak takrat, v 19. stoletju, je pa pač ta proces že tako stekel, da tudi s takšnimi ukrepi ruska stran, etnična ruska stran, če tako rečemo, ni uspela več zavreti tega razvoja ukrajinske nacionalne identitete. Recimo, današnja ukrajinska himna v bistvu izvira iz leta 1861, in sicer iz enega srečanja, ki je potekalo, ki je bilo organizirano strani enega bolj vidnih ukrajinskih etnografov, ki je takrat tam častil na tem dogodku tudi študente iz Srbije in bil tako navdušen na neko njihovo pesmo, da je potem hitro še sam spisal tekst besedila, ki je zdaj znan kot ukrajinska himna. Se pravi, duh je takrat že ušel iz steklenice, piko na i pa je dejansko predstavljal ta veliki opus zgodovinarja Mihaila Hruševskega, ki je seveda to pisal v Galiciji. Tako da, kar se tiče razvoja ukrajinske nacionalne zavesti, je treba vsekakor izpostaviti, da je določen čas, se pravi po tretji delitvi tudi Poljske, en del ozemelj, kjer prebivajo Ukrajinci, bil tudi pod Avstrijo, da je bila Avstrija zelo, rekel, praktična, tudi iz svojega nacionalno-varnostnega stališča, kako se soočati z grožnjo tistega večjega cesarstva na vzhodu, in da je avstrijska država tudi finančno aktivno podpirala uniatsko duhovščino. Uniatska duhovščina pa je v tem smislu tudi predstavljala eno potem intelektualno podstat za razvoj tudi v 19. stoletju te ukrajinske sodobne nacionalne zavesti. In ravno na univerzi v takrat Lembergu, zdaj bi rekli v Lvivu, v Lvovu, v Lvuvu, poljsko tudi, je Mihailo Hruševski prišel s to v bistvu revolucionarno za takratne čase tezo, da zgodovina naroda ni odvisna od dinastij, ampak da je mora biti bazirana na narodu kot takšnem. In potem je med drugim tudi, recimo, celo povezal stare Ante z Ukrajinci kot deloma njihovimi predniki. To je v bistvu stanje, ki nas zateče ob začetku Prve svetovne vojne, ki ga danes še posebej Rusi, ki so bolj nacionalno usmerjeni, smatrajo za veliko tragedijo. Naj samo spomnim na zelo zanimive besede, ki jih je leta 2008 ob razglasitvi kosovske neodvisnosti izrekel takratni metropolit in zdajšnji patriarh moskovski in vseh Rusij Kiril. Takrat je opozoril rusko državo, da naj nikar ne ponovi napake iz leta 1914, ko je Rusija zaradi ene Srbije izgubila celo carstvo, ko smo izgubili državo, je rekel. Kajti z ruske perspektive današnje, če bi carstvo še obstajalo, tudi ne bi prišlo do tega, kar zdaj smatrajo za problem, do vzpona te ukrajinske tudi nacionalne zavesti. Ironija je situacije seveda v tem, da po zmagi boljševikov so se ravno boljševiki tudi zaradi razmišljanj, ki so jih opravili še pred revolucijo, tako recimo Stalin kot tudi Lenin, posebej osredotočili tudi na tako imenovano nacionalno vprašanje.
In v bistvu ironija situacije je, da v 20 letih 20. stoletja v bistvu pride do razcveta vseh neruskih narodnosti v okviru Sovjetske zveze zaradi uradne politike korenizacije oziroma uvajanja lokalnih, nacionalnih kadrov v partijsko elito, ki mora biti potem tudi povezana s posameznimi republikami socialističnimi, iz katerih je sestavljena Sovjetska zveza. In ta politika v bistvu traja kar dolg čas. Treba se tudi zavedati, da navsezadnje tudi Stalin, ko je postal v bistvu de facto vodja Sovjetske zveze, se je najbolj bal vedno ruskega nacionalizma oziroma veliko ruskega šovinizma. In še zdaj se povezuje začetek velike čistke v 30 letih z njegovo skrbjo, z njegovim strahom, da bi mu lahko Kirov iz Leningrada v bistvu predstavljal eno tako, rekel, konkurenco. Tako da tudi v 30 letih v bistvu med temi čistkami so Rusi ravno tako ali pa še bolj na udaru kot vse ostale nacionalnosti. V bistvu se ruski vidik ponovno pojavi v Sovjetski zvezi šele med drugo svetovno vojno. Se pravi, šele med kritičnim 1941 letom. Še takrat, ko v bistvu nemške čete praktično stojijo pred Moskvo. In ko jih pred Moskvo, se pravi, direktno iz Sibirije porazijo prepeljane dodatne, v bistvu te ruske nekako etnične divizije. In gre seveda za poraz epskih razsežnosti, zdi se mi, da se tega tudi premalo zavedamo. V bistvu je bila hrbtenica nemške vojske zlomljena decembra 1941 pred Moskvo. Takrat je imela skoraj 1 milijon mož izgub. To je izguba, ki je kasneje ni mogla več nadoknaditi. In po tem epskem porazu pred Moskvo, Nemci so bežali skoraj 200 kilometrov, nemška stran ni več sposobna organizirati ofenzive na celotni frontni črti, ampak ali samo na delu, rekel, fronte celotne, kot je bilo recimo 42. v napadu proti Stalingradu, ali pa samo še na koščku fronte, kot leta 1943, ko je prišlo do ofenzive pri Kursku. Ampak v bistvu tudi v teh kasnejših letih druge svetovne vojne so te ruske etnične enote tiste, ki v bistvu porivajo naprej. In tudi, ko se potem z premikanjem fronte začnejo vrste Rdeče armade popolnjevati tudi že spet z, rekel, tudi ostalimi Slovani, tudi vzhodnimi, ki so zdaj zopet pod nadzorom Moskve. Vojaški poveljniki vedno gledajo, da mora biti v enoti tudi Rusi, ker sicer ni dovolj učinkovita, enostavno ne gre naprej. Se pravi, ruski del teh enot je tisti, ki je poril naprej. In meni je izredno zanimivo, mimogrede, to je samo opaska, ko se danes pogovarjamo recimo o tistem obdobju, včasih, veste, ljudje gledajo na razporeditev armad na bojišču, oziroma front, kot se tega rekli, potem piše Karelijska fronta prva, potem druga, tretja beloruska, pa prva, druga, tretja, četrta ukrajinska. In potem nekateri delajo sklep, pa vsi so bili Ukrajinci, pa Belorusi večinoma. Dejansko gre samo za geografsko poimenovanje samih frontnih črt, ne gre pa za etnično sestavo teh enot. To meni samo zaradi tega, ker potem včasih zdaj pride do občutka, pa sej so ti v bistvu zmagali, ampak vi, če gledate dejansko te, bom rekel, študije, operacije Rdeče armade, so tudi v zaključnih, še posebej operacijah, vedno gledali, da so bile v ključnih enotah, da so bili Rusi, da niso bili recimo samo, bom rekel, Ukrajinci zahodne Ukrajine, ker tisti niso bili ravno motivirani, da bi tako rekel, da bi zdaj padali tam v boju pred Berlinom. In zato zopet je Stalin v tisti znameniti Zdravicci poveljnikom Rdeče armade 45. leta
dal prvo zdravico ruskemu narodu, prvemu je rekel med enakimi, ki je v bistvu nekako zmagal to vojno. In takrat pride bom rekel, že spet nekako poudarka na ruskosti, pri čemer celo do te mere, da pride do nekega praktično že tudi šovinizma, ki ga občutimo tudi ostali. In to nekako traja, jaz bi rekel, ta euforija do informbirojevske krize 48. leta. Mimogrede, to obdobje od 45. do 48. tudi deluje kot obdobje možnega novega slovanskega gibanja, seveda pod oznako tudi socializma in seveda tudi pod tem, bom rekel, ideološkim predznakom. Deluje kot obdobje, ko dejansko bi lahko tudi na uradni ravni prišlo do, bom rekel, takega skupnega, seveda pod ruskim vodstvom, nastopa Slovanov na globalni ravni, vendar vse to seveda zgrmi z informbirojevsko krizo 48. leta. Zdaj, pri nadaljnjem razvoju, bom rekel, tega nacionalnega vprašanja tudi v Sovjetski zvezi, jaz mislim, da je seveda pomemben tudi simbolni faktor, da je na določeni točki Nikita Hruščov, ki je bil seveda Ukrajinec, prevzel vajeti. In zanimivo se mi zdi to, da če vi zdaj gledate na pisanje že v 70. letih teh oporečnikov ruskih, recimo Šafareviča ali pa Solženicina, se oni v bistvu pritožujejo nad tem, da v tej gromozanski Sovjetski zvezi, kjer naj bi bili Rusi glavni, v bistvu Rusi potegnejo takratko, da oni subvencionirajo ostale, da se oni žrtvujejo za ostale, da takrat, ko se je zatirala ruščina, ko se je zatirala ruska identiteta, so se izpostavljale in pa dvigovale in pa krepile identitete drugih. In da na koncu še Šafarevič reče, mogoče je res, da je ruščina sicer kakor da skoraj da prevladujoči jezik v tej Sovjetski zvezi, ampak dodal, kaj pa imajo od tega Rusi? Se pravi, že takrat se začne dvigovati ena taka jeza na nacionalni ravni med Rusi, pri čemer je pomenil tudi Solženicin, ki kar nekajkrat v svojih spisih piše direktno o Poljakih. O Poljakih, ki da so edini v zgodovini dejansko ogrozili Rusijo na način kot nihče drug, ki so jim hoteli vzeti tudi dušo, kajti Mongoli pač tega niso, Mongoli zanimal denar, ki so jim celo postavili lažnega Dimitrija na prestol za nekaj časa in potem pravi Solženicin, nikoli se niso opravičili. In potem še doda, da jim je tudi ne more oprostiti tega, da razbijajo ta ruski svet skozi unijadstvo in skozi, bom rekel, ta poskus te prometizacije, ki je imel tudi Pilsudski že po prvi svetovni vojni. In iz tega mi zdaj pridemo v ta sodobni svet, ki ga zdaj živimo, ko se kar nekaj teh, bom rekel, idej potem nekako združi v to, kar smo potem slišali 21. februarja, ko je imel ruski predsednik Putin tisti znameniti govor, ki v bistvu predstavlja že vojno napoved v Ukrajini in ki potem postavi na mizo te, bom rekel, stare zamere. S tem, da je zanimivo, da je tik pred smrtjo ravno Putin dal Solženicinu tudi to najvišje rusko odlikovanje. Solženicin, ki je bil sicer na polovico Rus, na polovico Ukrajinec, večino druge svetovne vojne pa je preživel v Belorusiji, je znan po tem, da je eksplicitno poudaril, da gre zanj pri teh treh narodih za eno skupnost ljudi. Putin kot tak pa je pred 10 leti, ko se je zopet, če tako rečemo, potegoval za položaj predsednika, napisal en izredno zanimiv članek o nacionalnem vprašanju v Rusiji. In v njem je zapisal, da po njegovem ruska identiteta lahko obstaja samo v kontekstu ruske države, ruska država pa po njegovem predstavlja polietnično civilizacijo.
In v tem smislu, kar se tiče Putina, so Rusi svojo etničnost, svojo slovanstvo v bistvu že transcendirali. Transcendirali so jo pa skozi to veliko državniško misijo, skozi to ločeno civilizacijsko poslanstvo. In v tem smislu on tudi je kasneje, 2 leta kasneje v enem intervjuju tudi dal videti, da ostale Slovane vidi kot šibke, jih vidi kot prebivalce držav, ki so izredno odvisne in niti ne znajo zagotavljati svoje suverenosti. Se pravi, da po Putinu ostalim Slovanom manjka do subjektivitete tega, kar ne bi Rusom že uspelo. To pa je preseči to strogo etničnost in postati stržen ene civilizacije, ki sicer zgrajena okoli ruskega kulturnega jedra, ampak kot taka je pa širša od tega in večja od tega. In to dejansko predstavlja, bom rekel, eno tako ideološko podstat nekega novega velikodržavnega pristopa. V tem smislu seveda današnja Ukrajina in ta boj, ki ga bijo trenutno Ukrajinci, ta boj predstavlja tudi boj o pravilnosti ali pa nepravilnosti te dokaj podcenjujoče ocene o nas ostalih Slovanih. In če se nekako ozremo nazaj v zgodovino, bi lahko rekli, da predstavlja boj med dvema različnima konceptoma življenja, ki obstajata v slovanskem svetu in pa slovanski zgodovini. Mi velikokrat govorimo o tem, kako smo, kar se tiče ustoličevanja karantanskih knezov, unikat v svetovni zgodovini. Dejansko gre za prakso, ki je značilna za Slovane. Zgodnje slovanske prakse so izrazito demokratične in potem so tudi živele naprej, recimo v praksah Poljskega sejma, ki je bil tako demokratičen, z insistiranjem na polnem konsenzu, ker v bistvu druga plat liberum veto, da lahko en vsem prepreči sprejem odločitve, da so v bistvu potem sami sebi naredili s tem še večjo škodo. Ampak to je ena taka velika značilnost slovanskega sveta, medtem ko pristop velike moskovske kneževine je pa izviral iz izkušnje tega več kot 200-letnega mongolo-tatarskega jarma. In iz tega je povlečene zgodovinske lekcije, da ali če smo narazen, bomo pokorjeni, če bomo držali skupaj, bomo pa svobodni. In v tem smislu potem car ne predstavlja tirana, ampak nekoga, na katerega se predaja ta odgovornost, da on zagotavlja to enotnost in to varnost in svobodo. In v tem smislu je pomenljivo, da je Ivan III, pa tudi potem njegov potomec Ivan IV. Grozni, si kot poseben cilj zadal, da pokori Veliki Novgorod. Se pravi, če je Kijev mati ruskih mest, je Novgorod oče ruskih mest. In za Novgorod je bila značilna ta staroslovanska praksa. Novgorod je bil dejansko demokratična republika. Mi pravimo, da je to mestna država, ampak če vi pogledate na teritorij, ki ga je Novgorod kontroliral, je šlo za v bistvu eno blazno veliko državno tvorbo. In na Novgorod se spravi Ivan III, ko jim vzame znameniti zvon za zbiranje veča. In potem pa še Ivan Grozni, ki v bistvu potem fizično pobije to plemstvo, ki je navajeno demokratičnega načina odločanja. In v tem smislu današnji dogodki v bistvu spominjajo ravno na to. Zdi se, kot da bi današnja Moskva si želela pokoriti današnji Kijev, tako kot si je Ivan Grozni podjarmil Novgorod. In v tem smislu tukaj nismo pričali, bom rekel, spopadu dveh identitet, ampak tudi spopadu dveh vrednostnih sistemov in pa dveh pristopov k, bom rekel, upravljanju družbe in pa upravljanju države. In zato bi jaz samo zaključil z besedami, da je v tem smislu tudi v luči naše tradicije boj, ki ga bijejo Ukrajinci, tudi naš boj. In jaz samo upam, da ta poročila o nizki morali ruskih vojakov na terenu pa pričajo o tem, da očitno ne delijo najbolj nadnacionalnega mesijanstva svojega predsednika,
In mogoče, ne, ravno v tej prvobitni njihovi reakciji, ne, in tej prepoznavi tudi Ukrajincev kot njim najbolj sorodnih Slovanov, mogoče se potem tudi skriva na dolgi rok del rešitve za sedanjo krizo. Gospod Pirjevc, najprej me zanima, vi se seveda dobro poznate rusko zgodovino, ste se ukvarjali z njo na različne načine. Zdaj, v tem času smo priča eni retoriki iz ust Vladimira Putina, namreč, da Ukrajina ni država, češ da je to neka tvorba, ki jo je ustvaril Lenin. Ampak to nekako ne bo popolnoma pravilno, seveda, z zgodovinskega stališča, vendar je Ukrajina bila nastala kot samostojna država ob koncu Prve svetovne vojne. Kako je zdaj torej s tem, s to državnostjo Ukrajine ob koncu Prve svetovne vojne in potem njenim na koncu pristankom v Sovjetski zvezi? Glejte, jaz mislim, da ukrajinsko situacijo mi Slovenci lahko zelo dobro razumemo. Zaradi tega, ker je zelo podobna naši izkušnji. Tudi mi praktično nismo imeli ene državne tvorbe. Nismo vedeli, kje so naše meje, oziroma nismo imeli točno določenih meja. Nekaj takšnega je bila Ukrajina skozi stoletja, še bolj komplicirana zaradi tega, ker je bila razdeljena med Rusijo in Poljsko in pozneje Avstrijo in tako dalje. Torej, ena izredno težka situacija, ki se je začela bistriti v teku 19. stoletja. Kakor mi, so tudi Ukrajinci odkrili svojo identiteto in dobili svojega prvega velikega pesnika, Tarasa Ševčenka. In se začeli zavedati, da so Ukrajinci, kar ni bilo očitno lahko v času carske Rusije, posebno, torej že od leta 1848 dalje, ko se je začelo to prebujanje ukrajinskega naroda, pozneje pa posebej pod Aleksandrom III., ki je začel uvajati eno močno, brezobzirno asimilacijsko politiko, in to je šlo dalje praktično do vojne, do Prve svetovne vojne in do revolucije. Revolucija, ki je uničila rusko carstvo, je dovolila Ukrajincem, da so oblikovali svojo prvo ljudsko republiko. Toda ta republika je bila zelo majava, verjetno marsikdo pozna čudovito knjigo, ki je napisal Bulgakov o Beli gvardi, o tem trenutku v Kijevu in pač v Ukrajini. Vzdržala je pod pritiskom komunistov samo do leta 1922, na kar so pač komunisti, ukrajinski komunisti, prevzeli oblast in se priključili k Sovjetski zvezi. Ukrajina je postala torej republika, socialistična republika znotraj te Sovjetske zveze, pri čemer je treba ugotoviti, da je Lenin mislil resno, ko je trdil, da je treba različnim narodom povezanih v Sovjetsko zvezo priznati njihovo identiteto in njihovo kulturo. In to se je v določenem smislu v 20 letih v Ukrajini tudi dogajalo. Ko pa je Stalin dokončno prevzel oblast, se je politika povsem spremenila. Stalin je vodil odločno asimilizacijsko, velikorusko politiko in poleg tega je tudi udaril na nemogoč način na ukrajinske kmete. Hotel je uničiti te kulake in jih je tudi uničil s politiko praktično tako imenovanega holodomora. Torej praktično
jim je vzel vse, kar so imeli, tudi žito za setev, in je povzročil na milijone mrtvih zaradi lakote. Številke so seveda različne, ampak verjetno je umrlo od 4 milijone do 6 milijonov ljudi. Ukrajinci pravijo celo 10 milijonov, kar je mogoče pretirano. Toda vsekakor to je bil resnično en holokaust, ki je v določenem smislu podoben židovskemu holokaustu, ki ga je organiziral Hitler v Tretjem rajhu. Zaradi tega so Ukrajinci, ko so leta 1941 prišli Nemci, ali še prej, ko so prišli Nemci, so v bistvu tudi pozdravili nemško okupacijo v upanju, da se bodo razmere izboljšale. Hitler pa tega ni razumel, ni znati igrati na to nacionalistično karto ukrajinskega naroda. Uvedel je veliko opresijo. Zgodilo se je, da so Ukrajinci organizirali eno svojo odporniško vojsko, ki je vodil Stefan Bandera. Ta vojska je se borila z Rdečo armado, nekaj časa tudi z Nemci, ampak pozneje se je povezala z Nemci v boju proti Rusom, kar je pustilo seveda izredno hudo sled in je povzročilo po koncu vojne eno veliko ukrajinsko emigracijo, kako so pri nas domobranci zbežali iz Slovenije, tako so številni Ukrajinci zbežali na zahod v Ameriko in tam ustvarili en močen lobby. Če vi greste v Washington, boste na enem velikem trgu našel kip, bronasti kip Tarasa Ševčenka. Tako da je torej, ko govorimo o današnji situaciji danes v Ukrajini, ne smemo pozabiti na vlogo tega lobija v Washingtonu. Vsekakor pravim, Sovjetska zveza se je vrnila, Stalin je priznal Ukrajinsko republiko, celo je zagotovil v Združenih narodih sedež, tako da je poleg Belorusije je tudi Ukrajina in Sovjetska zveza so imele vsak svoj sedež v Združenih članstvu v Združenih narodih. Ampak rusifikacija se je nadaljevala. Ne smemo pozabiti, da je v tistem času vodil komunistično partijo v Ukrajini Hruščov, ki sicer ni bil Ukrajinec, ampak je zrastel nekako na meji iz ruske familije v tistem prostoru. Hruščov, ko je prišel na oblast, je leta 1954 hotel proslaviti 300-letnico združitve Ukrajine z Rusijo. Pri tem je mislil na eno pogodbo, ki so jo ukrajinski kozaki sklenili z carjem leta 1654 in v tem trenutku, ob tej obletnici, je Hruščov praktično podaril Ukrajini Krim. Tako da je torej prišlo do spremembe meja
med Rusijo in Ukrajino, ampak te meje seveda v Sovjetski zvezi niso nič pomenile, niso imele nikakršnega pomena in nihče ni mislil, da bo Sovjetska zveza propadla. No, na kar se je zgodilo to, kar se je zgodilo z nami, Sovjetska zveza je propadla, Ukrajinci, kako bi Slovenci, smo se osamosvojili, to, da Ukrajinci so se znašli verjetno v eni težji situaciji, kakor mi, kako se spomnimo vsi, so zadnja leta oziroma leta po 1991 so bila zelo burna. Najbolj burna je bila tako imenovana Majdanska revolucija leta 1914, ki je bila po mojem mnenju režirana v Washingtonu. Ta revolucija je bila protiruska in od tistega trenutka dalje imamo situacijo, kakršno jo imamo danes. Ja, še eno vprašanje imam za vas. Zdaj ste pravzaprav že cel lok potegnil, jaz sem imel eno vprašanje vmes še, ampak ga bom zdaj malce transformiral. Zdaj, Putin je poslal sile v Ukrajino tudi zaradi denacifikacije, kar je pravzaprav malo neroden izraz, glede na to, da seveda niso bili nacistom naklonjeni zgolj ponekod v Ukrajini, ampak tudi seveda drugje, tudi v Rusiji, donski kozaki in tako naprej. Tako da ta problem je seveda verjetno širši, tako da tu je problem pravzaprav še v nečem drugem, da Putin na drugi strani podpira tudi nacionaliste, kjerkoli drugje, očitno mu samo v Ukrajini niso všeč. Ja, sedaj reči, da ni simpatij do boja proti Rdeči armadi v Ukrajini ne bi bilo pravilno. Ko vi pridete čez mejo v Lvov, boste našli en ogromen spomenik Banderi. To je, kako če bi mi postavili, ne vem, v Postojno, en ogromen spomenik našemu Rupniku. Čeprav smo ga tudi mi rehabilitirali. Ampak spomenika, koliko vem, še nismo postavili. Tam pa so postavili ta spomenik zaradi tega, ker je očitno Bandera, ki je zbežal, on ni izgubil življenja med vojno, temveč je umrl v svoji posteli v Münchnu, če se ne motim, leta 1952. Vsekakor, ta element ukrajinskega nacionalizma eksistira. Ne smemo pa pozabiti nekaj. Ukrajina je razklana kakor malo katera dežela. Če je kdo kdaj bil v Kijevu in na Dnepru, je lahko videl, kakšna zavesa je ta reka v ukrajinskem geografskem prostoru. To ni reka, to je morje. Iti z enega brega na drugega je en velik podvig, tako rekoč, kaj šele v preteklosti. Na eni strani je bila Rusija, na drugi strani je bila Poljska in pozneje Avstrija. Naši ljudje so to Galicijo, to Poljsko Ukrajino zelo dobro poznali, ker so se številni borili tam med Prvo svetovno vojno in marsikdo je tudi tam padal. Torej, kot pravim, te dve stvarnosti sta si zelo različni. Ne smemo pozabiti, da eksistira v Ukrajini ena uniatska cerkev, ki je ohranila sicer ortodoksne pravoslavne obrede, to, da priznava rimskega papeža. V Ukrajini eksistirajo tri katoliške cerkve. Nekateri priznavajo še Moskovskega patriarha, drugi imajo svojega domačega patriarha in tretji imajo še rimskega papeža. Razumete, kako je tukaj, mislim, s
tudi kulturnega vidika, kako so razmere raznolike in kako so duhovi sprti pravzaprav. Prav zaradi te tradicije, kulturne tradicije, ki je zrasla iz stoletne izkušnje. Andrej, vi ste bili dopisnik v Moskvi in seveda v tem kontekstu zelo dobro poznate situacijo v Rusiji, ne? Pa seveda tudi širše na celotnem nekdanjem, recimo temu sovjetskem ali pa postsovjetskem prostoru. Kot vemo, je Ukrajina pravzaprav razglasila samostojnost nekaj dni po neuspelem puču zoper proti Gorbačovu. In potem je ta deklaracija bila potrjena še na referendumu v začetku decembra 1991. Tudi na vzhodu, v Lugansku in Donetsku so to potrdili za več kot 60% glasov, tako da ne moremo reči, da je ta odločitev bila samo recimo zahodnega dela, ne, ampak v bistvu vseh prebivalcev Ukrajine. Ne. Tudi Jelcin je v bistvu Ukrajincem čestital za izglasovanje oziroma za njihovo neodvisnost. Kaj se je zgodilo z Ukrajino, da je pravzaprav tako nestabilna država, ki niha med vzhodom in zahodom, kar je pripeljalo tudi do precej turbulentnih dogodkov, vemo, oranžna revolucija, pa majdanski dogodki. Je Ukrajina v bistvu stabilna demokracija ali pa pravzaprav morda celo ugrabljena dežela oligarhov, kar je precej pogosta stvar v postsovjetskem prostoru in ti seveda potem obvladujejo državo ne v smislu demokratičnih principov, ki veljajo za vse, ampak kdo bo koga in s čim boljšim profitom. No, tukaj v tem vprašanju se skriva pravzaprav več vprašanj. Nedvomno je Ukrajina oligarhična družba, kjer oligarhi obvladujejo vsak svoj delež politike, konec koncev, če je predsednik države oligarh, kot je bilo to v primeru Petra Porošenka, to veliko pove. Ampak zgodovina Ukrajine po razpadu Sovjetske zveze je prešla več faz. In ta prva faza, Leonida Kravčuka na začetku in potem Leonida Kučme v 2 polnih mandatih, je bila v bistvu iskanje ukrajinske pozicije v tem delu Evrope v odnosu tako do Rusije kot do Evrope. Zdaj spomnim, ko sem bil že nekdanji predsednik s Leonidom Kučmo snemal leta 2010 intervju, je on še zmeraj razlagal, da je Rusija tista, ki Ukrajini nudi veliko več oprijemljivih perspektiv. V primerjavi z Evropo, ki veliko obljublja, pa tudi zelo veliko zahteva v smislu raznih reform. Ampak jaz mislim, da je težava pravzaprav nastopila takrat, ko so na Ukrajino z ene in z druge strani začeli pritiskati v želji, da se Ukrajina opredeli. Kajti, če je bil Leonid Kučma v čem zelo spreten, je bil spreten v lovljenju ravnotežja med vzhodom in med zahodom. Ukrajina se je zmeraj nekako definirala takrat kot nek prehod, kot nek most med zahodom in vzhodom, z neko ambicijo, kasneje bistveno bolje izraženo po vključevanju zlasti v Evropsko unijo. NATO tukaj je že drugačna zgodba, je bolj problematična zgodba. In tukaj mi običajno razlagamo to ukrajinsko zgodovino tako, kot da se je po Kučmi na tistih nesrečnih volitvah, ko ne bi zmagal Janukovič, pa pač ni bilo tako in je prišlo do prve barvne revolucije, tukaj grobo umešal Zahod. Zahod je dejansko veliko energije in sredstev vložil zlasti v to civilno-družbeno sfero in si prizadeval za neko približevanje Ukrajini, torej pritegnitvi, privlačevanje Ukrajine, ampak nikoli ni dovolj denarja, da se podkupi celoten narod. Ukrajinci so želeli drugačno perspektivo, kot se jim je takrat kazala, in to so si želeli na veliko nejevoljo Moskve. In tukaj je še ena podrobnost, na katero mi zelo, zelo radi pozabljamo. Kasneje, ko je postal predsednik Viktor Janukovič, ki je veljal za proruskega predsednika, Viktor Fedorovič je konkretno naredil za približevanje Ukrajine, Zahodu, veliko več kot njegov predhodnik Juščenko. Čeprav je Juščenko veljal za prozahodnega. Zlomilo se je vse skupaj v trenutku, ko je on pod temi pritiski opredeljevanja odstopil od pridružitvenega sporazuma.
In takrat se je začela zadeva sesuvati, Janukovič je bil vržen z oblasti in zatekel se je prav v Rusijo. In od takrat dejansko ni bilo več miru. Sledila je potem aneksija Krima, sledil je vzhod Ukrajine in sledila je ta etapa vojne, katere priče smo danes. Tako da to je zelo kompleksna država, zelo različno politično kulturo, kajti politična kultura zahodne Ukrajine je nekaj popolnoma drugega kot politična kultura vzhodne Ukrajine. In to ne samo Donbasa oziroma zdaj samo razglašenih oziroma na novo priznanih ljudskih republik Donetsk in Lugansk, ampak širše vzhodne regije. Tukaj ni naključje, da se govori o civilizacijski meji, ki gre po reki Dnepr. Ampak to vprašanje je absolutno poenostavljeno, ni tako jasna ta meja. Verjeti moramo, da so, ne vem, po razpadu Avstro-Ogrske, skratka takoj po koncu prve svetovne vojne, v okvir sovjetske države prvič prišli del Ukrajincev, prvič so zaživeli v skupni državi z Rusijo. To se je v teh ljudeh zelo globoko zasidralo in niso želeli pravzaprav te bližine. Zato govorimo o teh skrajno zahodnih Ukrajincih, rutencih, kot bi jih mi nekoč imenovali, ki imajo drugačen pogled. Njihova kultura je drugačna in to kulturo ohranjajo. Medtem ko je Donbas v takšni podobi, kot je zdaj, precej produkt sovjetske države, kot v obdobju težke industrializacije te regije, so tja preseljevali delovno silo z vseh koncev Ukrajine. In ta delovna sila je ohranila to kulturo, mentaliteto, tudi lahko rečemo na nek način ponos sovjetskega delavca, še danes. In v etničnem smislu danes govorimo, da to naj bi bili Rusi. Ampak leta 10, ko sem jaz tam snemal in ljudi spraševal, kdo pravzaprav vi ste, Ukrajinci ali Rusi, ali kaj tretjega morda, so me vsi gledali s presenečenjem. Oni se nikoli niso tega vprašali na tak način, kot sem izhajal jaz z našo predpostavko naroda, z tem srednjeevropskim konceptom. Narod, jezik, skupne vrednote. Tega v Ukrajini do nedavnega ni obstajalo. In šele potem so se začeli na vzhodu Ukrajine ljudje, ki govorijo rusko, izrekati za Ruse. Kajti, ko sem jaz to spraševal, so rekli, kako boste pa razložili ukrajinskega nacionalista, ki se ima za Ukrajinca, pa ne zna ukrajinsko, in v ruščini vzklika živela Ukrajina. To je ukrajinska stvarnost. In takšnega Ukrajina, če želite, kdo je delal tukaj napako, je naredila tukaj napako, ker je prevzela srednjeevropski model naroda in ga poskušala uveljaviti na svojem primeru. Zato so začeli ljudi dobesedno siliti, naj se učijo ukrajinščino. Zato, da bi pokazali navzven, da bi jezik to vezivo, tako kot je pri nas, recimo. To je slovenski način, da se mi identificiramo kot kultura, kot narod z jezikom. Tega v Ukrajini prej ni bilo. In to je vneslo veliko nerazumevanja navznoter in veliko nerazumevanja svetovne, torej z mednarodne skupnosti, ki ne poznajo na tak način tovrstnega koncepta. In zato je bilo veliko razlag dogajanja v Ukrajini. Pa tudi načina, kam ne bi se Ukrajina, zunanje politično recimo, usmerila, na koga naslonila, do veliko napačnih predpostavk. In Ukrajina je izrazita država lovljenja, ravnotežja in neke posredniške, neke fluidne vloge, nekega prehajanja, ki je pa z radikalno postavljenimi zahtevami, ne se opredeli za eno ali drugo stran, dejansko zmanjkalo kisika. Jaz mislim, da je to tista ukrajinska težava, ki mogoče sami niti ne znajo na tak način opredeliti. Ne bom zdaj sicer pretendiral na to, da je moja resnica ali moja razlaga edina zveličavna, daleč od tega, ampak jaz ukrajinski problem razumem na tak način. Še eno podvprašanje ali pa nadaljevanje pravzaprav. Vemo, Rusija je, oziroma Ruska federacija, po razpadu Sovjetske zveze je zapadla precej veliko gospodarsko krizo, tam sredina, druga polovica 90-ih let, in tudi politično mednarodno je bila malce šibkejša. Seveda, pustimo na drugi strani še ta vele občutek ZDA, da so pa zdaj ona edina sila na svetu. Kitajska je bila seveda še, to je 20 let nazaj, 25 let nazaj, Kitajska je bila še globoko zadaj. Ampak ali je Rusija del Evrope? Ali
ali pa evropske skupnosti, ne v smislu zdaj z veliko začetnico evropske skupnosti, ampak skupnosti, ki to celino nekako razume kot svoj prostor. Je morda takrat neke zamisli so menda celo obstajale, v 90-ih letih, dalo bolj prikleniti, ali pa ne prikleniti, to je pregroba zadeva, grobo, ampak priključiti, povezati z Evropsko unijo. Čeprav seveda vemo, zdaj izplene na koncu, ne zdaj zaradi šele ukrajinske vojne, ampak že predtem seveda bil, sploh pa od Putina naprej, je tu Rusija gre sama naprej, se ne navezuje toliko na kamor bi se pa lahko morda. To je zdaj torej moje vprašanje. Ali bi se lahko torej ta Rusija povezala takrat z Evropo, ker danes očitno s tem evropskim prostorom, z evropsko mentaliteto politike in tako naprej ne deli nobenih vrednot. Recimo vemo, zdaj so zaradi agresije v Ukrajino so jo izključili iz Sveta Evrope in Medvedjev je med drugim, poleg seveda tega ostalega naštevanja, čemu ne rabijo biti v Svetu Evrope, navedel tudi to, da zdaj pač ne bo težava uvesti nazaj smrtne kazni za hujše kriminalce. Torej, kaj je zdaj s tem sobivanjem? So bili obeti za kaj boljšega oziroma smo bili blizu temu, da bi bilo drugače, kot je danes? Nedvomno. Sicer ta dilema Zahod ali Vzhod ali Rusija kot posebna pravoslavna civilizacija, ki ni ne Evropa in ne Azija, ampak nekaj svojega, to so stare zadeve in dokaj dobro poznane. Nekoliko manj se spomnimo enega zelo zanimivega dejstva, da neposredno po razpadu Sovjetske zveze je Rusija doživela svoje najbolj prozahodno obdobje najbrž v zgodovini. Celo bolj prozahodno od obdobja Petra I. Namreč zgodnji Jelcin in njegov zunanji minister Andrej Kozirjev sta bila najbolj prozahodna politika, kar si je v Rusiji bilo mogoče predstavljati. In tisto obstreljevanje Ruske dume oktobra 1993, spomnimo se, koga pravzaprav je Jelcin takrat dal obstreljevati. Na drugi strani, njegova opozicija so bili združeni komunisti in ruski nacionalisti, ki so nasprotovali temu prozahodnemu vektorju. Zdaj, seveda, če bi recimo Jelcin in Kozirjev sta celo razmišljala o članstvu Rusije v NATO. Kozirjev je za nasvet, kaj naj Rusija naredi, da se bo čim hitreje, pa tudi čez šok terapijo, demokratizirala, spraševal nekdanjega ameriškega predsednika Richarda Nixona. Skratka, to so bile zelo daleč na Zahod, so takrat želeli zakorakati in doživeli doma z leve in iz desne, z komunistične in iz nacionalistične smeri veliko nasprotovanje. Težava, ki jo jaz vidim, je, da se v Evropi, v evropskem prostoru nikoli ni oblikovala neka možnost, kako bi v evropsko varnostno strukturo vključili Rusijo. Na kakšen način? Kakšna sogovornica ne bo? Bodisi v ali bodisi zunaj NATO. Sej to zdaj je diskutabilno, ampak na kakšen način, kje naj Rusija dobi svoje mesto, preprosto zaradi dejstva, ker je evropska soseda in ker velik del njenega ozemlja vendarle do Urala štejemo v geografskem in kulturnem smislu za del evropske celine. Torej, ta država tukaj nek prostor potrebuje neko vlogo v tem prostoru. In v tej smeri se ni delalo. Seveda, po eni strani tukaj imamo triumfalnost zmagovalke v hladni vojni, ki je želela dobiti maksimum, torej ZDA. Tukaj je stvarnost Evrope, ki se je na nek način povezovala, na nek način pa razpadala hkrati in so nastajale recimo na Balkanu nove države, razpadle so še druga socialistična federacija Češko-Slovaška, osamosvajale so se države vzhodnega od Varšavskega pakta in v tem prozahodnem obdobju Rusije te njene nekdanje zaveznice iz Varšavskega pakta Rusije niso zanimale. Rusija se celo čutila nekako
obremenjena zaradi te nedavne zgodovine, kaj se s temi državami početi, medtem ko te države sploh se k Rusiji niso več ozirale, ampak so vse stremele, tako kot mi, spomnimo se, proti Zahodu. In to je ustvarjeno neko popolnoma drugačno klimo, ki Rusiji ni bila naklonjena, vključevanju Rusije in iskanju nekega skupnega imenovalca, nekega dialoga. In zato so se tudi stvari preprosto razšle. Že v drugi polovici obdobja Kozirjeva, pa proti drugemu mandatu Jelcina predvsem, se je Rusija začela vračati nekako v svojo formi mentis velike države, ki išče samostojno pot. Zlasti je to postalo očitno potem kasneje, ko je bil zunanji minister in za kratek čas premier Jevgenij Primakov. In potem, ko je Jelcinova družina našla svojega naslednika v podobi Vladimirja Putina. In če smo tudi zelo natančni pri Putinu, na začetku je bil Putin zelo proevropski politik. Na začetku. Ampak tudi njega je ta dialog z Zahodom, kjer je on izražal neka pričakovanja, ki so bila po mnenju Zahoda glede na ruski domet v tistem trenutku maksimalistična in zato nesprejemljiva, se je ohladil in je iskal svojo pot. Gradil je neko politiko, šel po neki smeri, ki je seveda iz Rusije naredila veliko surovinsko silo, ki se je uspešno rešila svoje javnofinančne zadeve, konsolidirala zunanji dolg, se postavila tako rekoč na noge, v zadnjih letih sploh izjemno veliko investirala v armado in zdaj izhaja iz pozicije moči. Tukaj je seveda zelo diskutabilno, ali je predsednik, ki je tako zelo naklonjen svoji domovini, svojemu narodu, bi počel v svoji domovini in svojemu narodu nekaj, kar jima počne zdaj Vladimir Putin s tem, ko ju dobesedno odreže od preostalega sveta. Ljubezen lahko včasih tudi ima učinek smrti, na koncu, smrtni objem. In mislim, da se to na nek način, dobro, ne bom zdaj črnogled, kar zadeva rusko prihodnost, ampak vendarle na nek način dogaja. Rusiji se v tem kompetitivnem svetu, v katerem živimo, v katerem lahko prosperiramo samo bodisi sodelovanjem, bodisi s kraju intelektualnega premoženja, ampak s tanki pa zelo težko, si tukaj vleče Rusija dolgoročno kratko. Težko bo premagala nekje v prihodnosti ta zaostanek, ki ga bo zdaj naredila, kajti minili so časi, da bi se ves napredek peljal skozi prizmo vojaške industrije in vojske. Mi smo zdaj v eni drugi razvojni fazi, svet je v drugi razvojni fazi. In vojska nima več tiste funkcije, poleg obrambno napadalne, še tega poligona za nove tehnologije. Zdaj se marsikaj drugje odvija. In Rusija s tem objektivno gledano zaostaja. In to je največja težava ruske srednjeročne prihodnosti s tako politiko, kot smo ji priče zdaj. Tako da to vprašanje nihanja med Zahodom in Vzhodom je kompleksno. To, da se je Rusija tako zelo povezala s Kitajsko, se mi zdi, da je predvsem gre zahvala zunanji politiki Baracka Obame, predvsem. Kajti Barack Obama je s temi nesrečnimi projekti protiraketnega ščita v vzhodni Evropi naredil si je medvedjo uslugo. Če bi to dejansko položil na tehtnico, bi zlahka videl, kakšno prednost mu to prinaša in kakšno ceno bo za to plačal. In če bi on predvidel ta rusko-kitajski objem, bi mogoče ravnal drugače. Veliko ljudi, veliko opazovalcev vidi to linijo Rusija-Kitajska kot vendarle neko organsko sodelovanje in neko rešilno bilko tudi za Rusijo. Ampak nikoli ne smemo pozabiti, ko obravnavamo odnos med Pekingom in Moskvo, da je v očeh Pekinga Rusija zmeraj predvsem surovinska baza. In surovinske baze ni potrebno razvijati več kot toliko. To je pa spet osnovno pravilo v zgodovini. In zato mnogi mislijo, da bo Kitajska skušala kompenzirati, na nek način ublažiti pritisk gospodarskih ukrepov na Rusijo. Jaz sem prepričan, da bo do neke mere da, ampak ne v tolikšni meri, kot si mi to, ali pa si nekateri to predstavljajo. Kitajski to ni potrebno. Zakaj jaz o tem govorim? Ko sem jaz
pač bil v Moskvi, se pogovarjal z ljudmi z različnih področji, politologije, energetike. V tistem času je veljalo samo ne plinovoda ali naftovoda na Kitajsko. Nikakor ne, ker je to smrt. To pomeni smrt za cene energentov, ker je na drugi strani, ko vi kot cev zgradite, cev ni premična, je ne morete obrniti v drugo smer. In ko jo enkrat vzpostavite, je njeno mirovanje ali ustavljanje izjemno drago. Ampak na drugi strani imate samo enega odjemalca, to ni diversificiran vir. In odjemalka je Kitajska, energetsko silno požrešna, tako veliko tržišče, ki na koncu diktira ceno. Kdo je zdaj talec koga v tem primeru? In zato so Rusi do takrat izvažali recimo nafto z vlaki, cisternami. Ni bilo naftovoda. Politika ZDA takrat je povzročila ta premik in takrat se je šele zares v zgodovini postavilo to, odmaknila ta dilema ali Zahod ali Vzhod. Rusija je bila dejansko zaradi tega prisiljena v nekem trenutku se obrniti proti Vzhodu. In zdaj bo zelo zanimivo opazovati to dinamiko, kako se bo ta odnos krepil in koliko dejansko organska bo ta združba s Pekingom. Zato se zdaj kot manj zaželena opcija v Rusiji pojavlja ta navezava na Zahod in se tudi manj sprašujejo, ali je Rusija še evropska država, ali je sploh kadarkoli bila evropska država, ali ne. No, če smem jaz še nekaj dodati, pa grem malenkost bolj nazaj v preteklost. Zdaj, če gledamo etnogenezo evropskih integracij, pravzaprav vidimo, da te dosežejo novo stopnjo vsakeč, ko kontinentu grozi neka, recimo temu, zunanja nevarnost. Torej, največji skoki v evropski integraciji, kot je na primer v srednjem veku samo oblikovanje neke skupne kontinentalne identitete, ki pa se seveda velikokrat povezuje tudi z veroizpovedjo tudi v stoletjih kasneje, se zgodijo denimo ob invazijah muslimanov na Iberskem polotoku, pa tudi kasneje invazije Osmanov. Nekako od 18. stoletja dalje pa je naenkrat ta nevarnost začela izhajati iz Rusije. Ta nevarnost sicer ni obstajala vedno za vse. Za tiste, ki so se želeli obdržati in utrditi imperij znotraj Evrope, so se denimo z Rusijo povezovali. To se na primer zgodi po napoleonskih vojnah z oblikovanjem Svete alianse med Rusijo, Prusijo in Habsburško monarhijo, kjer v bistvu pravoslavno Rusijo celo nekateri analitiki smatrajo kot ključen dejavnik pri oživljanju stare latinsko-katoliške in nemško-protestantske Evrope, ki je v tedanjem romantičnem času pravzaprav smatrano kot nek ideal evropske preteklosti. To pa je bil seveda odstop v bistvu od percepcije razsvetljencev, ki so Rusijo, pa tudi preostali slovanski svet, če smo iskreni, smatrali za nekoliko bolj nazadnjaški in v razkoraku z, recimo temu, osrednjo evropsko civilizacijo. Ampak denimo leta 1831 pa je bila ravno v vzhodni Evropi denimo napisana prvi osnutek vseevropske ustave, ki jo je napisal Poljak, to je bil Vojčeh Jastrcebovski, ki jo je napisal v času vojne med Rusijo in Kongresno Poljsko. Ta vojna se je končala s poljskim porazom in priključitvijo Ruskemu carstvu, ampak vendarle nek vzgib k evropski integraciji, ki ni bil zanemarljiv, pravzaprav poteka v času ruske nevarnosti. Nekateri drugi načrti, kot je denimo, se pravi o evropskem povezovanju, kot je denimo načrt Mitteleurope, ki se razvije v času Prve svetovne vojne in naj bi prinesel oblikovanje federacije, ki bi zrasla na pogorišču nemškega in avstrijskega cesarstva, je bila med drugim tudi mišljena kot obramba pred Rusijo.
Denimo Poljaki so ta načrt Mitole Evrope v enem delu intelektualne javnosti celo podpirali, ker so jo smatrali kot način, kako se ubraniti ruske hegemonije, četudi bi znotraj te federacije prevladali Nemci. Pa tudi veliko bolj znani načrt Paneurope je denimo izločil Sovjetsko zvezo iz evropske integracije, podobno kot britanski imperij. Namreč snovalec Paneurope Coudenhove-Kalergi je bil namreč prepričan, da se je Rusija oddaljila od evropske kulture s tem, ko je sprejela bolševizem. Torej, njegova teza je bila, da je bolševizem oblikoval novo sovjetsko kulturo. Hkrati pa je Rusijo tudi smatral za največjo nevarnost Evropi in ta percepcija se je vsaj na strani držav, ki so danes del Evropske unije, si upam reči, obdržala praktično do danes. Se pravi, da Rusija predstavlja neka nevarnost za Evropo. Zdaj, drugače je bilo denimo z Britanijo, ne? Če je bil Kalergi prepričan, da bi se v primeru integracije držav kontinentalne Evrope in britanskega imperija Evropa stopila v britanski imperij, ne pa obratno, je z razpadom britanskega imperija ta integracija postala mogoča. Zato, ker so tudi Britanci izrazili nek interes za približevanje državam kontinentalne Evrope. No, na drugi strani pa mislim, da Rusija tudi po razpadu Sovjetske zveze nikoli ni imela nobenih aspiracij, da bi postala denimo del Evropske unije, čeprav se kulturno vsaj nekje do Urala, in mislim, da to je omenjal že dr. Stopar, čuti kot del evropske kulture, kar tudi seveda je. Zdaj pa, če za malenkost še skočim v sedanjost, bi pa lahko pogledali ta odnos med Rusijo in Evropsko unijo po razpadu Sovjetske zveze, in jaz si celo upam reči, da so bili ti odnosi večinoma dobri, ne. Rusija je postala strateški partner Evropske unije. Nenazadnje je bila Rusija do nedavnega polnopravna članica ene izmed evropskih integracijskih organizacij, glavnih evropskih integracijskih organizacij, to je Svet Evrope, ki status je trenutno zamrznjen in mislim, da so nedavno celo dejali, da se ne nameravajo vrniti v Svet Evrope. No, ampak z vojno v Gruziji, s priključitvijo Krima in s podporo torej separatističnim republikam Lugansk in Donetsk, pa pride do preobrata v teh strateških odnosih. Namreč leta 2016 je Evropska unija razglasila Rusijo za ključen strateški izziv, kot so se izrazili, ne. Ta izziv je pa postal samo še težji z rusko podporo Lukašenkovem režimu v Belorusiji, pa z napetostmi med Armenijo in Azerbajdžanom v Gorskem Karabahu, kjer Rusija podpira Azerbajdžan. Pač dejstvo je, da Rusija vodi nekakšno politiko tako imenovane reimperializacije. In Evropska unija, zdaj, če nekako svobodno povzamem besede Joseja Borrella, išče način, kako Rusijo poriniti nazaj, kako Rusijo zamejiti in jo seveda pripraviti do pogovorov, ki ne bi vodili v ekspanzijo. Zdaj, te besede Borrella mislim, da so stare kakšne 2 leti in vidimo, da te rešitve zaenkrat Evropska unija ni našla. Na drugi strani pa Moskva vodi tako imenovano Westpolitik, se pravi nekakšno doktrino, po kateri si dovoli vplivati na svoje sosede s silo ali pa z izsiljevanjem njihovih političnih elit. In do zdaj je bila pri tem razmeroma uspešna. Zdi se pa, da
bo morda zdaj naletela na en zid, na eno ustavitev. Hkrati pa je dala en pomemben signal Evropske unije, ki se pravzaprav vleče skozi ta moj celotni monolog, ne, da Rusija ponovno predstavlja zunanjo nevarnost Evropi in da je to morda odskočna deska za ponovno stopnjo tesnejše integracije Evropske unije. Kar smo ne nazadnje videli tudi v hitrosti ob sprejemu sankcij proti Rusiji. Tako hitro se Evropska unija še nikoli ni sporazumela in vidimo, da tudi ko pride do težav znotraj same Evropske unije, da ta vzgib integraciji ni tako močan. Denimo v času koronske, se pravi krize COVID-19, so bile torej te ukrepi Evropske unije veliko počasnejši, zato ker so posamezne države pravzaprav začele izvajati protekcionistično politiko. Predlagam, da se za zadnje vprašanje Kornelija premakneva v eno drugo obliko povezovanja. Zdaj je bilo govora o ekonomskem, vsaj tem zadnjem segmentu Evropske unije. NATO in Varšavski pakt sta, kot vemo, po drugi svetovni vojni dva glavna nasprotnika v tem spopadu, ki ga ni. Ves čas pa tli in ves čas tudi nekako je, vsi ga nekje pričakujejo. Na drugi strani seveda to sploh ni edini pakt, ki so ga zahodni zavezniki, ali pa vsaj večinoma v glavnem ZDA iz te skupine ustvarili v smislu obkrožanja nekdanjega zaveznika seveda v drugi vojni, zdaj po vojni pa seveda velikega nasprotnika Sovjetska zveza. Ampak Varšavski pakt se je 1. julija 1991 razpustil. NATO se pa ni razpustil. In zdaj vprašanje je, zakaj je NATO ostal, vsej identično z ostalimi, ampak tu je zdaj pač NATO tisti, ki je v Evropi, figurira kot sila. Torej, Varšavski pakt je razpuščen, NATO se ni razpustil, NATO je celo obljubljal ob času združevanja Nemčije, da se ne bo širil na vzhod, razen vzhodno nemško ozemlje, ker bo pač to integracija Nemčije, zaradi integracije Nemčije tja ja, drugam ne, ampak na drugi strani so pa seveda vse te nekdanje članice Varšavskega pakta, torej te zahodne iz Evrope, želele v NATO. Do nedavna je seveda tudi veljalo, da NATO ne bo nameščal nedomicilnih enot v novih članicah. To se je spremenilo zaradi krimske krize. Ukrajina je pa zdaj tu seveda neka, morda lahko tudi rečemo, kolateralna škoda pravzaprav zahoda in vzhoda, torej in ruskega interesa in zahodnoevropskega ali pa ameriškega interesa. Radi bi v NATO, en del pa ne, NATO pa ne želi, vemo zdaj, kakšne kolobocije so zdaj v zvezi z no-flight zone in tako naprej, ob tem, da sploh ne omenjamo, da OZN pa tukaj, kot da ga ni več. Kako je zdaj z Ukrajino in njenim NATO? Pa seveda še prej, Rusija in NATO, ali je to bila ideja, da bomo dobili Rusijo v NATO? Ja, zdaj v bistvu si tukaj nametal praktično že skoraj da celotno zgodbo, pa če dovoliš, bi jo jaz bolj kot ne razdelala. Ampak če začnem pri temu predzadnjem delu tvojega vprašanja, Ukrajina in NATO. Zdaj, Ukrajina se je nekako vsaj od leta 2008 spogledovala s članstvom v NATO, ampak vseeno moramo pripeljati do te točke. Tako da, če pogledamo celoten kontekst, jaz mislim, da vseeno se moramo vrniti nazaj k ustanovitvi NATO in zakaj je bil NATO pravzaprav
ustanovljen in deloma se bom navezovala tudi na prejšnji odgovor. Se pravi, NATO oziroma organizacija Severnoatlantskega zavezništva je bila ustanovljena leta 1949 z namenom uravnoteženja sovjetske vojaške moči na evropskem kontinentu. Razloga ali pa vzgiba za ustanovitev sta bila pravzaprav dva in v svojih srčikih sta bila oba strateška. Na eni strani imamo Združene države Amerike, ki so tedaj začele voditi tako imenovano politiko obkolevanja Sovjetske zveze. To politiko obkolevanja je nekako izumil ameriški veleposlanik v Moskvi, ki ga je omenjal že dr. Pirjevec, to je bil George Kennan, ki je zapisal, da, in to zdaj zelo v prenesenem pomenu govorim, da se lahko Sovjetsko zvezo pogovarja, v narekovajih, samo z napenjanjem mišic in pa s preprečevanjem širjenja vpliva Sovjetske zveze, se pravi širjenja komunizma. Tako je nastal NATO v Evropi, druge pa so, kot si že omenil, nastali drugi podobni pakti oziroma organizacije kolektivne varnosti, kot so denimo SEATO pakt v jugovzhodni Aziji, pa ANZUS pakt v pacifiškem obroču, pa CENTO pakt na Bližnjem vzhodu, ki je med drugim tudi edini pakt, kjer Združene države Amerike niso bile aktivne članice, ampak samo opazovalke, in drugi pakti. Zdaj, drugi vzgib za ustanovitev NATO pakt pa je bila bojazen zahodnoevropskih držav, da bi se Sovjetska zveza v času, ko je hladna vojna pravzaprav že kazala svoje zobe, predvsem preko vzhodno-nemške republike, da bi vojaško prodrla v zahodno Nemčijo in jo zasedla in nato morebiti se širila še naprej po zahodni Evropi. Šlo je torej za osnovni princip teorije ravnotežja moči, ki pravi, če sam nisi dovolj močan, da bi se uprl hegemonu, za katerega smatraš, da bi te lahko ogrožal, se poveži z drugimi, ki se počutijo enako ogroženi. In v tem kontekstu je bilo zlasti pomembno načelo kolektivne varnosti, ki pravi, da je napad na eno članico zavezništva napad na vse. To načeloma, ne pa tudi avtomatično, kar velika večina si tako razlaga, pomeni, da naj bi vse članice branile katerokoli članico, ki bi bila napadena. Prvič je bilo to načelo uveljavljeno šele 62 let po ustanovitvi organizacije, se pravi po napadih 11. septembra in z invazijo na Afganistan leta 2001. V 70 letih svojega obstoja se je NATO iz prvotnih 12 članic razširil v zavezništvo 30 držav. Večji del novih članic se je torej pridružil po razpadu vzhodnega bloka, ko se je zavezništvo začelo širiti v vzhodno Evropo. Najprej je bila leta 1990 sprejeta Združena Nemčija, nato leta 1999 Češka, Madžarska in Poljska, leta 2004 Bolgarija, Romunija, baltske države, Slovaška in Slovenija, leta 2009 še Albanija in Hrvaška, 2017 Črna Gora in pa 2020 kot zadnja še Severna Makedonija. To samo toliko za nek pregled. Ampak kot rečeno, če se vrnem čisto na začetek mojega odgovora, pa se je Ukrajina že dlje časa spogledovala z NATO. Denimo leta 1997 je Ukrajina podpisala sporazum o posebnem partnerstvu med Ukrajino in NATO. To sicer ni pomenilo nekega zelo bližnjega odnosa, je pa pomenilo, da so se predstavniki Ukrajine in pa NATO srečevali vsaj dvakrat letno in se pomenkovali o varnostnih vprašanjih. No, ko pa pride do oranžne revolucije in mesto predsednika Ukrajine zasede Juščenko, ki je bil deklarativno proevropsko in pro-NATO usmerjen, se pa to sicer tekom njegovega predsedovanja krha,
tedaj pride do zaostritve z Rusijo zaradi te, med drugim tudi zaradi te pro-evropske in pro-NATO drže, in Rusija tedaj ustavi dobavo plina v Ukrajino, kar močno načne podporo javnosti Zahodu naklonjeni koaliciji. In to vodi tudi v razpoke znotraj same koalicije, posebej med predsednikom Juščenkom in pa njegovo premijejko Julijo Timošenko. No, leta 2008 se znotraj teh zaostrenih razmer med Ukrajino in Rusijo zgodi NATO vrh v Bukarešti, ko sta bili v zavezništvo torej povabljeni Hrvaška in Albanija, in na tem vrhu sta bili prisotni tudi Ukrajina in Gruzija, ki sta želeli zaprositi oziroma pridobiti status kandidatke za članstvo v NATO. Vendar je bil pa na vrh povabljen tudi ruski predsednik Putin, ki je med drugim ostro nasprotoval njuni kandidaturi. In takrat je med drugim Putin tudi izrazil že nekaj svojih videnj glede Ukrajine, ki jih izraža tudi v nagovorih tekom tega zadnjega stadija ukrajinsko-ruskega konflikta. Namreč ameriškemu predsedniku Bushu naj bi takrat Putin rekel, da Ukrajina dejansko ni prava nacionalna država, torej da nima nobenega smisla, da se jo vključuje v NATO pakt. No, takrat je Putin pravzaprav dosegel svoj cilj, namreč zaradi ostrega nasprotovanja Moskve so se države članice posledično na vrhu odločile, da državama ne bodo ponudili načrta približevanja, so pa podobno, kot se pravzaprav dogaja danes v času vojne, izdali izjavo, v kateri so, oziroma to, kar dela zdaj Evropska unija, so tedaj v Bukarešti članice NATO izdale izjavo, v kateri so potrdili, da bosta nekoč tudi ti dve državi postali članici organizacije, vendar brez nekega specifičnega načrta. Ta vrh sicer ni privedel do skrajne reakcije Moskve v Ukrajini, je pa nakazalo trenutno dogajanje v Ukrajini spopad v Gruziji. Namreč tukaj je šlo za neko podobno sosledje dogodkov, ne pa enako sosledje kot zdaj v Ukrajini. Namreč tudi v Gruziji sta se pojavila dva separatistična ozemlja, to sta bili Abhazija in Južna Osetija, ki sta želeli odcepitev od Gruzije. Želja Gruzije, da se pridruži NATO, pa naj bi bila tisti jeziček na tehtnici, da se je Rusija odločila podpreti ti dve separatistični republiki. Posledično je izbruhnila vojna, ki jo nekateri označujejo kot prvo vojno v Evropi v 21. stoletju, ki se je po 12 dneh končala z rusko zmago in izgonom gruzijske vojske iz obeh omenjenih separatističnih republik. Zdaj na teh ozemljih občasno prihaja do napetosti, sicer se pa vzdržuje status quo. Namreč obe republiki priznava samo 7 držav članic Organizacije združenih narodov, začenši z Rusijo, in hkrati Gruzija nima nikakršne avtoritete pravzaprav v teh dveh separatističnih republikah. No, ampak če se vrnem nazaj na Ukrajino, ukrajinski predsednik Juščenko je tedaj v spopadu seveda podprl Gruzijo, kar je še dodatno zaostrilo odnose z Rusijo, ampak Juščenko se je moral kmalu posloviti od predsedniške funkcije, na kateri ga je nasledil Viktor Janukovič, ki je zmagal v enih precej spornih volitvah. In Janukovič, ki je veljal bistveno bolj za proruskega, je parlament, nov sklic parlamenta
leta 2010 izglasoval zunanjo politično preusmeritev Ukrajine k tako imenovanem neuvrščenem oziroma neutralnem statusu. Torej, odločili so se, da se ne bodo pridružili NATO. Janukovič je bil seveda leta 2014 potem odstavljen in je prebežal v Rusijo, kar kasneje vodi seveda k ruski aneksiji Krimskega polotoka in k podpori separatističnih upornikov v Donetsku in Lugansku. Kljub temu pa se nova vlada pod vodstvom predsednika Porošenka odloči za ponovno preusmeritev države, posledično leta 2017 v ta namen oziroma ruski parlament potrdi to preusmeritev, celo spremenijo ustavo in delajo vse nadaljnje korake, ki vodijo k približevanju NATO, in do leta 2020 so bili pravzaprav sklenjeni sporazumi o partnerstvu med Ukrajino in NATO, v skladu s katerimi je Ukrajina imela po novem večji dostop do informacij. Hkrati pa je lahko ukrajinska vojska se tudi urila z enotami zavezništva. Zdaj, kakšno partnerstvo je to pravzaprav, mislim, da najbolje ponazorim s tem, da povem, da ima enako identično partnerstvo z NATO tudi finska država. No, tudi vlada Zelenskega se je te pro-NATO usmeritve držala. Torej, Ukrajina je bila konkretno na poti proti članstvu v zavezništvu, vseeno pa počasneje kot denimo druge države, kjer Rusija ni izkazala svojega nasprotovanja tako silovito kot v Ukrajini in pa Gruziji. No, zdaj pa vprašanje, ali je bila širitev ves čas načrt NATO oziroma Združenih držav Amerike, na kratko odgovor je ne. Namreč vzgib za članstvo po razpadu Sovjetske zveze so dale predvsem države, ki so izšle iz nekdanjega vzhodnega bloka. To so bile torej tiste države, ki so se navkljub zmanjšani moči Moskve po prehodu iz komunističnega v večstrankarski sistem bale, da jih bo Rusija ponovno začela sčasoma ogrožati. Imeli so namreč mnoge primere iz ne tako nedavne preteklosti, ko je Rusija resno ogrozila njihovo varnost. Denimo aneksija baltskih držav po prvi svetovni vojni, ki so bile de facto samostojne. Potem imamo razkosanje Poljske. To je bila v bistvu že četrti izbris Poljske v zadnjih 200 letih. Pa intervencija na Madžarskem leta 1956 in na Češko-Slovaškem leta 1968. Zadnja intervencija Sovjetske zveze nenazadnje je bila leta 1991 v Litvi. Torej, bojazen teh držav je bila še kako živa med ljudmi, ki so te intervencije doživeli in se jih nenazadnje tudi živo spominjali. Je pa predsednik Putin tudi večkrat omenil, da je Zahod izigral Rusijo in prelomil obljubo, to, kar si Bojan tudi ti omenjal, se pravi obljubo, da se NATO ne bo širil na vzhod, in to danes povzemajo mnogi. In tudi tukaj je potrebno pogledati vse okoliščine, iz česa to izhaja. Te trditve o prelomu obljube izvirajo iz zagotovil, ki jih je dal nekdanji zunanji minister Združenih držav Amerike James Baker Mihajlu Gorbačovu leta 1990, ko sta se pogajala o statusu Združene Nemčije. Takrat sta se strinjala, kot se Bojan že omenil, da se NATO ne bo širil izza ozemlja vzhodne Nemčije. In to obljubo oziroma zagotovilo, ki ga je dal takrat James Baker, je potem ponovil tudi generalni sekretar NATO. Mislim, da je bil to takrat Manfred Wörner. Ampak ključno je to, vse te obljube so bile dane ustno.
nikoli pisno v kakršnem koli zavezujočem dokumentu. Ne? In iz tega pravzaprav izhaja zavračanje trditev Putina. Putin pa seveda lahko reče, ne, vaša beseda nič ne pomeni, ne, kljub temu, da te zadeve niso bile dane na papir. Vseeno se je pa NATO dogovora načeloma držal do leta 1995, ko pa je bil pritisk držav vzhodne Evrope že zelo močan, da je bila pripravljena tudi da so bile pripravljene tudi Združene države Amerike potrditi. No, v tem vmesnem obdobju pa je Clintonova administracija vseeno iskala načine, kako nekako pomiriti države, ki so išle iz vzhodnega bloka. Zato je Clintonova administracija denimo razvila inicijativo z imenom Partnerstvo za mir. To partnerstvo za mir je bilo mišljeno med NATO paktom in pa državami, ki so bile nekoč del Varšavskega pakta, pa tudi med državami izven Evrope. Se pravi, praktično vse države, ki bi se želele na nek način navezati na NATO. To partnerstvo za mir je tedanji ruski predsednik Jelcin sprejel oziroma celo pozdravil in na vrhu NATO leta 1994 se je v partnerstvu včlanilo več kot 20 držav. Med njimi zanimivo tudi Rusija, Gruzija in Ukrajina. Ne? Se pravi, Rusija se je dejansko navezala v tem trenutku na NATO. Ampak pritiski vzhodnoevropskih držav so bili tako veliki, da je kmalu tudi predsednik Clinton začel popuščati. To pa denimo Jelcinu ni bilo več všeč in je kmalu začel svariti, da bodo vzhodnoevropske države namesto v hladni vojni pristale v tako imenovanem hladnem miru, kot se je Jelcin izrazil. Ne? Se pravi, je svaril pred to širitvijo. No, Clinton je pa vendarle poskušal Jelcina pomiriti, ne? Zdaj tisti, ki se še spomnijo, sta imela Clinton in Jelcin v bistvu precej bližen odnos. Zato je Clinton, lahko rečemo diplomatsko, zelo spretno prelagal širitev do reelekcije Jelcina leta 1996, nato pa tudi z oblikovanjem formalnega foruma Rusija-NATO, ki obstaja še dan danes. Ne. Kljub vsemu pa je očitno ta širitev NATO na vzhod pustila precejšnje dvome v Moskvi. Posledično mnogi, predvsem pa predsednik Putin, kot nakazuje s svojimi govori, smatrajo 90. leta kot leta ponižanj za Rusijo. Zakaj? Zato, ker so Združene države Amerike, vsaj tako na to gledajo Rusi, uspele usiliti svojo vizijo reda v Evropi. In pika na i temu ponižanju je bila seveda osamosvojitev Kosova in mednarodno priznanje Kosova leta 1999. Torej, ko je Putin prevzel oblast v Rusiji, je stalno nakazoval, da ni zadovoljen s širitvijo. Tako je denimo leta 2007 izjavil, da širitev NATO ne služi večji varnosti v Evropi, temveč resnim provokacijam, ki zmanjšujejo medsebojno zaupanje. Torej zaupanje med Rusijo in Evropsko unijo na eni strani, pa tudi Rusijo in Združenimi državami Amerike na drugi strani. In to se potem samo še stopnjuje z Ukrajino in Gruzijo, kot sem že omenila, in zdaj kulminira v neko vrelišče tukaj s to vojno v Ukrajini in pravzaprav bomo videli, ne, kako se bo NATO uspel poenotiti glede
nasprotovanja Rusiji, ne da bi se spustil v tako imenovano vročo vojno, ne. Hvala lepa. Upajmo, da bodočnost ni preveč črna, glede na to, da si nasproti stojijo najmočnejše vojaške strukture na svetu in da se slučajno ne bo zgodilo tisto, kar je Einstein izjavil, da ve, da za atomsko vojno pride vojna z palicami, če sploh še s čim, ne, če sploh še s čim. Hvala vsem mojim sogovornikom, ki so z njihovo pomočjo smo skušali odgovoriti na nekatera vprašanja povezana z Ukrajino. Upamo, da smo s tem pripomogli, da nekateri pridobijo kakšno uporabno informacijo za mogoče lažje razumevanje položaja, kakršenkoli je danes že vzhodno od nas. Hvala torej še enkrat vsem sogovornikom, hvala tudi vsem, ki nas spremljate na naših različnih platformah in naslednje do prihodnjič.